Z uspešno inovacijo pa se lahko pohvalijo v Mariboru, ki pa tokrat presenetljivo ni vezana na proizvodnjo vina. Zanimivo, same čudne novice imamo ta teden. Dajmo pogledati, kaj so razvili na Univerzi v Mariboru. Gre za razvojno-raziskovalni projekt zaščitne maske za medicinsko osebje v Republiki Sloveniji, katerega cilj je razviti in zagotoviti ustrezno proizvodnjo pametnih celoobraznih zaščitnih mask, uporabnih v medicini, ki so narejene po meri. Raziskovalci s tem niso poskrbeli le za varnost, ampak tudi za prihranek. Isto masko, ki jih bo pozimi varovana pred okužbo, bodo lahko spomladi uporabili pri košnji z nitkarco. Poleti za snorklanje, jesen pa jo bojo prebarvali na črno in jih bo ščitila pri švasanju. Maske s popolno zaščito bodo zdravnikom še kako koristile, saj se je v najnovejši študiji Inštituta Jožef Stefan izkazalo, da nekatere druge maske niso najbolj zanesljive. Material za maske FFP2 pa od 90 do 100% zaščito ponuja, no maske z vizirjem pa ponujajo le 16% zaščito. Res je, maske z vizirjem so daleč najslabše, ampak če pa zgledajo tako kul. Tudi to je nekaj vredno. Kar se mene tiče, so viziri Gucci med maskami. Zakaj bi bil odet v bombaž, če si lahko pokrit z orošeno plastiko? Sicer pa nima smisla debatirati o maskah, saj bo že čez 2 meseca na voljo cepivo, ki bo poskrbelo, da bomo vsi Slovenci zaščiteni. No, zadnja slovenska raziskava pa je pokazala, da se več kot polovica vprašanih ne namerava cepiti proti koronavirusu. Najpogostejši razlog proti cepljenju je nezaupanje v novo cepivo. In smo spet tam, kjer smo bili. Matek. Za 1 sekundo se je zdelo, da smo rešeni. Polovica Slovencev se torej noče cepiti, ker ne zaupa proizvajalcu. Kar bi razumel, če bi bilo cepivo rusko. Ker ta zdravnik meni zgleda malo sumljiv. A pa tle gre za cepivo, ki so ga razvili Nemci. A so Nemci kdaj že hoteli komu žalga? Se mi je zdelo, da ne. Zaradi velikega nezaupanja v farmacevtska podjetja je Slovence na tiskovni konferenci poskušal prepričati dr. Borut Štrukelj iz Fakultete za farmacijo. Nisem epidemiolog, tako da je to čisto pravzaprav mogoče osebno mnenje moje in mojih kolegov, ki pravzaprav ne šteje. V redu je, gospod Štrukelj. V tej fazi smo kot govorca na tiskovni konferenci imeli že športnega psihologa, nadškofa, tako da karkoli rečete, bo zvenelo bolj strokovno, verjemite mi. Pa tudi ne rabite biti epidemiolog, da lahko svetujete glede ukrepov. Ljudje itak rajš kot epidemiologe poslušajo estradnike. Tako da izvolite, beseda je vaša. Ko smo uvajali elektriko, so uvajali naši predniki, je bilo zelo, zelo veliko ugovorov proti. Nevidna snov, ubijete lahko in a si predstavljate življenje brez elektrike danes? Ja, če bi danes bili brez elektrike, bi zvečer sedeli ob sveči z eno dobro knjigo v naročju in ne bi mogli prebirati vseh kozlarij, ki jih ljudje pišejo na Facebooku. Vem, zlati cajti. In s to mislijo zaključujemo današnji COVID segment oddaje, ki ga ljubkovalno imenujemo Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.